Lep pozdrav, drago moje Šmarje. Evo, danes bi jaz naredila še eno nadgradnjo ravnotežnega treninga. Zadnjič smo imeli bolj ta telesni vidik ravnotežja. Vemo, da je pomembno, da redno nekako treniramo te proprioceptorje, te ravnotežne celice, kajti v tem primeru res potem ima telo neko informacijo, da mu rušimo ravnotežje in potem, ko dejansko pridemo v neko življenjsko situacijo, ko se spotaknemo, ko se spodbijemo, bo naše telo veliko bolj modro odreagiralo, kot pa če pademo kot ploh in seveda so potem s tem tudi je lahko to zelo, zelo usodno. Zdaj, danes bomo delali ravnotežne vaje v stoječem položaju. Vemo, da je to malo težje in jaz bi vključila še en pomemben vidik tega ravnotežnega treninga. Namreč z treningom ravnotežja je tudi trening koncentracije. Namreč veste, če se postavite na eno nogo, če ste lepo fokusirani samo na eno točko, če ste v sebi mentalno zelo, zelo umirjeni, boste veliko lažje stali na eni nogi, kot pa v nasprotnem, da razmišljate, ste razpršeni, in potem je veliko težje zadrževati ravnotežje. Tako da bo moje navodilo vam, res, ko bomo šli v ta del, ko bomo dvignili eno nogo, fokus na eno točko, in s tem to tudi ta mentalni trening oziroma trening našega uma, naših možganov, da si izboljšujemo koncentracijo. In gremo kar v stoječ položaj. Bomo šli v en tak položaj bojevnika, ker bomo šli leva noga bolj na levi strani blazine, desna je bolj na desni strani blazine. In bomo šli najprej v hrbtenično poravnavo, lepo medenica prsnikov so usmerjena naprej. Malo aktiviramo hrbtenične stabilizatorje, popek rahlo noter, iz globine trebuha dvigni celotno površino prsnega koša navzgor, stranski del prsnega koša navzgor, pazite, prsnica lepo odprta, pazite, da glava, da zatakujete naprej, lepo glava lep nevtralni položaj, temelj glave navzgor in medlopatični del aktiven, pazite, da ramena ne vlečete proti ušesom, ampak ramena samo nežno zakrožijo dol. In bomo zdaj šli kar fajn v to našo ravnotežno vinjaso in gremo kar fajn vdih, roki nad glavo dvigneš gor, vdih in sklenemo, spustimo dlani v višino prsnega koša, izdih, vdih in z vdihom fokus na eno nepremično točko v prostoru. Vdih. In počasi, ves čas gledaš v to točko in počasi prenos teže na sprednjo nogo. Zdaj važno je samo, da da zadnjo nogo dvignete od podlage. In potem nekako cela asana, to je asana bojevnik 3, izgleda nekako takole. Ampak ni važno, važno je samo, da malo dvignete noge od podlage. Up in vdih in center, roki dol, izdih. Kar še gremo dve ponovitvi. Vdih, izdih, vdih, fokus na eno točko, izdih naprej in počasi vdih in izdih. In še zadnjič, vdih, izdih, še vdih, fokus na eno točko, počasi prenos teže in tukaj. In počasi vdih in center, roki dol, izdih. Gremo menjava nog. Desna noga bolj na desni strani blazine, leva na levi strani, s tem dobim že malo širšo podporno ploskev. Zopet aktivacija trebuha, prsnica dvignjena, prsni koš odprt, stranski del prsnega koša nagor, glava lep srednji položaj, temelj glave gor, medlopatični del aktiven. In zopet vdih, prsni koš, izdih, vdih, fokus na eno točko, počasen prenos teže. In počasi vdih in izdih. Še dve taki, vdih, izdih. Fokus na eno točko, ves čas gledaš v to točko. In tu, in vdih, in izdih. In še zadnjič, vdih, izdih, vdih,
fokus na eno točko, počasi prenos tukaj. Ja, in kakor hitro, če vam začnem nekaj govoriti, vidite, veliko teže držim, da, ker se malo razpršim svoje misli. Okay, kakor hitro se fokusiram na eno točko, je to in gre tudi ravnotežje veliko lažje. Vdih in izdih. Nikola. Veliko je razlogov za, da treniramo ravnotežje. Vidite ta telesni vidik, drugo imamo tudi ta mentalni vidik, ja, krepitev tudi dejansko naših možganov. Tako da lepo se imejte, pridni bodite, pazite nase in upam, da se tudi v kratkem, ki tudi v živo vidimo. Lepo se imejte, vse dobro.